Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na pogovoru Slovenske matice v avli Filozofske fakultete na knjižnem sejmu Liberal. Hvala Filozofski fakulteti, da nas seveda gosti in da pripravlja te sejemske dneve, ki so posvečeni zlasti slovenski znanosti in tudi slovenski kulturi, še prav posebej pa seveda družboslovju, humanistiki in prav deli z tega področja bomo danes predstavljali tukaj na Filozofski fakulteti. Deli, ki jo je izdala Slovenska matica, prvo zgodovinsko Gašperja Ojdla Od rude do železa v letu 2024 in prav čisto svežo iz tiskarne. Umetnostno, zgodovinsko, ne morem reči študijo, ampak umetnostno, zgodovinsko premišljevanje, umetnostno, zgodovinsko, literarno in predvsem izjemno čutno, čustveno pisanje akademika Milčka Komelja o Francetu Steletu. Zgodovina in umetnostna zgodovina se bosta družili v tem pogovoru. Na prvi pogled se zdi, da bi morali seveda tudi humanistične stroke strogo ločevati. Pa vendarle bomo videli in upam doživeli ta dan, da bomo priče temu, kako zelo se vsa področja v humanistiki povezujejo, kako ne moremo izključevati ne enega, ne drugega in kako pravzaprav vse knjige Slovenske matice pričujejo o tem, da je slovenska znanost tista, ki se v slovenskem jeziku sprašuje o tako rekoč zgodovinskih, pa tudi sodobnih tokovih na našem ozemlju. Prav lepo pozdravljena, draga, spoštovana gosta, akademik, profesor dr. Milček Komelj in dr. Gašper Ojdl. Načeloma akademika doktorja Komelja seveda ni treba posebej predstavljati, dolgoletni profesor, predavatelj na oddelku za umetnostno zgodovino, prav tukaj na tej Filozofski fakulteti. Števila njegovih raziskav, študij, razprav, premišljevanj o likovni umetnosti ne moremo prešteti, niti ni časa, da bi jih tu vseh navedli. Vsa pa so, to pa lahko rečemo, zapisana z njegovo pesniško dušo, je tudi avtor pesniških zbirk. Njegova življenje, osebnost in predvsem njegova dela so izrazite predstavljena v knjigi v 2 delih Življenje z umetnostjo, ki je prav tako izšla pri Slovenski matici. Dr. Gašper Ojdl, raziskovalec mlajše generacije, še prav posebej smo veseli, da se avtorjem Slovenske matice pridružujejo mlajši raziskovalci. Še toliko bolj pa, če ti raziskovalci proučujejo bolj oddaljena zgodovinska obdobja, začetke nekih gospodarskih panog, pa tudi kulturnih dogajanj na slovenskem ozemlju in prav to je predstavljeno v knjigi Od rude do železa. Ker je tale knjiga starejša, naj začnem morda z uvodnim nagovorom dr. Ojdlu. Kaj pravzaprav spodbudi mladega raziskovalca, da se začne ukvarjati z oddaljeno preteklostjo, da začne odkrivati začetke in to še neke gospodarske panoge na Slovenskem. Vemo, da je slovenska zgodovina, ki se ukvarja z ekonomijo, z
raziskovanje gospodarstva sorazmerno skromna. Ja, hvala za besedo in za predstavitev. Ja, zdaj težko je, v bistvu bi rekel, da je nekako vse skupaj, torej plod pa splet okoliščin. Za začetek raziskav zgodovine železarstva se je v bistvu to nekako kot zanimiva tema pokazala, že ko sem pripravljal oziroma pripravljal magistrsko delo, kjer sem se bolj podrobno začel tudi ukvarjati z raziskavami virov. Tam sem torej predvsem preučeval pozni srednji vek in nekako se je to pokazala kot ena zanimiva tema, kjer je bila, mislim, vsaj na nek način lahko rečemo, da je raziskovanje zgodovine železarstva je že relativno bilo uveljavljeno v slovenskem zgodovinopisju. S tem se je ukvarjalo nekaj avtorjev, je pa res, da v zadnjih, pa vsaj obsežnejših monografij je trajalo, oziroma je minilo več desetletij. V slovenščini je bila recimo neka bolj strokovne narave monografija, izdana, mislim, da zdaj kmalu 60 let nazaj, ki pa je predvsem namenjena raziskavam z 19. stoletja in pa 20. stoletja, medtem ko pa je nek kompletnejši pregled zgodovine železarstva nekako od začetkov pa do danes je pa v bistvu je pa že kar krepko starejši od stoletja in je bil tudi napisan v angleškem jeziku, tako da je nekako bila ideja, torej, da se pripravi neka nova pa sodobnejši pregled in raziskava te zgodovine, ki se jo torej seveda dopolni z viri, ki so bili nekateri bolj, drugi manj uporabljeni v zdajšnjih raziskavah. Tako da, ja, to je tak kratek odgovor. Kar nekajkrat ste omenili besedo raziskava, zares gre za temeljito preiskovanje zlasti arhivskega gradiva. Kako je to raziskovanje potekalo, kje je potekalo, na katere vire ste se oprli in koliko je seveda pomemben tudi ta živi stik, bi rekla, z izkušnjo rudarjenja in železarstva? Ja, zdaj prva naloga je seveda neko osnovno, pa dokaj dobro poznavanje strokovne literature, ki je bila že izdana, objavljena na to temo, kjer se potem lahko tudi najde vire. Seveda se pa potem v sklopu samih raziskav oziroma preverbi virov in pa torej nekako najdeš lahko druge vire oziroma kakšne dodatne podatke. Tako da večina torej za arhivsko gradivo, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, potem pa je vključeno tudi gradivo, ki ga hranijo tuji arhivi, predvsem na današnji Avstriji, torej deželni arhiv v Celovcu in pa Dunajski arhiv. Tukaj je veliko pripomore k lažjemu dostopu, predvsem digitalizacija arhivskega gradiva, ki je sploh v primeru avstrijskih arhivov Slovencev Celovec, pa za Dunaj in še za kakšen drug arhiv, bi lahko rekel, da se je kar veliko stvari dalo najti na ta način. Tako da je to precej olajša delo, čas se pač zmanjša, ker te ni treba potovati pač v Celovec ali pa na Dunaj. Tako da večinoma je pa pač seveda gre za gradivo iz tukaj, torej iz Arhiva Republike Slovenije. Ena taka majhna črna lisa, bi lahko temu rekel, je to, da če bi seveda bilo na voljo več časa, več resursov in pa tudi, da bi znanje italijanščine boljše, bi bilo zanimivo vključiti še pregled arhivov v Benetkah, v Trstu oziroma pač v Furlaniji in pa v Benetkah. Sicer pa za preučevanje materialne kulture je pa nekako
na voljo kombinacija oziroma preplet tako pisnih kot likovnih in pa tudi materialnih virov, ki se pač hranijo v muzejih. Omenila sem ta živi stik s kovino, tudi sami ste kustos v Narodnem muzeju Slovenije in pravzaprav ste nekako skrbnik zbirke kovine. Tudi v sami knjigi ste, in tu se nekako tudi seveda približujemo vprašanjem kulturne dediščine, prikazali nekaj izdelkov iz tistega časa, kovanih, železnih izdelkov tistega časa. Kako pomembna in kako razvita je bila pravzaprav železarska dejavnost takrat v naših krajih? Ja, v bistvu je ta razvoj se nekako začel v 13. in 14. stoletju. Nekako je bilo zato potrebno seveda tudi po eni strani povpraševanje po materialu, po surovini in tudi po končnih izdelkih. Se je pa nekako ta tehnologija v bistvu vseh primerih tako od poznega srednjega veka do recimo 16. stoletja in tudi pozneje v novejših obdobjih se je torej nekako prenesla iz tujine, predvsem iz severno-italijanskega prostora, recimo že iz sredine 14. stoletja imamo podatke, torej, da so tukaj govorimo natančneje o Selški dolini oziroma današnjih železnikih delovali železarski mojstri torej verjetno iz Furlanije. Pozneje, ko je prišlo do novega tehnološkega napredka v 16. stoletju, so tu delovali mojstri in pa tudi podjetniki iz Lombardije, tako da je nekako s temi prenosom tehnološkega znanja se je tudi nivo ali pa torej, temu rekel, tehnologija na slovenskih tleh nekako postala podobna kot pa v sosednjih deželah. Je pa res, da če se primerjamo tudi po obsegu proizvodnje že z avstrijsko Koroško in pa potem z Zgornjo Štajersko, torej z okolico Erzberga, torej blizu Leobna, je pa ta obseg proizvodnje na Slovenskem bil še vedno bistveno manjši, tako zaradi samega obsega rudnikov, tudi same torej kakovosti železove rude, ki je bila pač na tistih področjih drugačna oziroma bolj primerna za izdelavo kakšnih tudi kakovostnejših recimo tehnoloških izdelkov. Medtem ko pa so na Slovenskem večinoma potem proizvajali ali polizdelke, ki so jih potem izvažali torej predvsem na jadranska pristanišča, potem pa naprej v bistvu na obale Jadrana, tako na vzhod, predvsem pa na zahod. In pa seveda tudi končne izdelke, predvsem orodje in pa recimo žeblje in druge stavbne elemente. Omenili ste Furlanijo, omenili ste današnjo avstrijsko Koroško. Vse to pričuje in vse to je seveda zajeto, to ozemlje, to področje tudi v vaši raziskavi železarjenja na Slovenskem do konca 16. stoletja. Vse to pričuje o tem, kako širok je bil slovenski prostor in seveda kako so se ti robovi slovenstva skozi zgodovino nenehno krhali. Vi razumete takrat seveda z tega vidika gospodarskega, železarskega to kot nek slovenski prostor? No, slovenski prostor se načeloma nekako bi ga lahko zamejili mislim, da jo se običajno zamejuje z nekim obstojem te slovenske jezikovne skupnosti. Zdaj, kje točno bi bile te meje, je težko reči. Mislim, da se s tem ukvarjajo kakšni drugi zgodovinarji. Jaz sem se tukaj predvsem osredotočil na gospodarske in družbene zadeve, ki nekako niso vezane na neko meje, torej nekih etničnih skupnosti ali pa jezikovnih. Predvsem pa tukaj mislim, da se prikaže tudi z vidika teh trgovskih povezav in pa prenosa znanja, predvsem torej ta vpetost
torej tega prostora v bistvu v širši srednjeevropski ali pa tudi recimo lahko bi rekel kar evropski prostor. Tako da zdaj s kakšnimi drugimi bi pa tukaj težko se torej na podlagi mojih raziskav lahko natančneje raziskovali neke moje etičnega območja, ker tudi pač se mi zdi, da v zbirih samih nekako to v tem času ni bilo toliko pomembno z vidika, torej prek izpovednosti virov, s katerimi sem se sam večinoma ukvarjal. Omenili ste seveda tudi izdelke, kaj pa ohranjenost teh nekdanjih najdišč in seveda tudi rudišč in plavžev, v katerih so železovo rudo pozneje predelovali. Govoriva namreč o kulturni dediščini, ki tudi izginja in ker bomo govorili seveda o dveh velikih ljubiteljih slovenske kulturne dediščine, ki se neizmerno temu sta oziroma se še Milček, Komelj, akademik klanja. Kako je s tem, seveda, marsikaj o tem veste, tudi skozi svojo službeno profesijo v Narodnem muzeju Slovenije? Ja, zdaj, kar se tiče recimo materialne kulturne dediščine oziroma premične kulturne dediščine, torej hranijo muzeji, je pa res, da je veliko gradiva ohranjenega oziroma velika večina gradiva je ohranjenega iz mlajših obdobij, recimo sploh od 19. stoletja naprej. Starejše gradivo je pa večinoma arheološke narave in bolj redko, torej tudi tu potem ne vemo točno, kje so bili recimo določeni predmeti izdelani, lahko sicer sklepamo. Zdaj, kar se pa tiče nepremične kulturne dediščine, je pa to v številnih primerih v bistvu posledica same lokacije, torej na lokacijah, kjer so bile prve peči, kovačnice postavljene že v 14. in 15. stoletju, so potem pogosto obrate postavljali tudi pozneje. Tako da v bistvu vse do konca 20. stoletja, zato je potem zelo malo je takšnih primerov, kjer bi lahko recimo govorili o ostanku železarske tehnične dediščine iz srednjega ali pa zgodnjega novega veka. En tak primer je verjetno arheološko najdišče nad Kropo, poimenovano Slovenska peč, ki je bilo odkrito leta 1953 in je bilo takrat tudi kar natančno oziroma s tistimi metodami tedanjega časa raziskano. Žal pa potem od takrat naprej ni bilo več nekih revizij, takih temeljitih, in tudi datacija samega najdišča je težko, torej je zelo široka. Zato je pa to ena tako najdišče, ki bi bilo zanimivo tudi za prihodnje raziskave, predvsem za arheološke in arheometalurške. Potem so pa recimo, morda zdaj izpostaviti velja dvorec iz 16. oziroma morda še nekoliko starejšega časa, torej 16. stoletja na Stari Savi, današnji pri Jesenicah, kjer je pač dvorec nastal prav po zaslugi tedanjih lastnikov železarskih obratov ali družine Bučeleni, ki je prišla tudi iz Lombardije ali pa katerih njihovih predhodnikov. Tako da večina drugih, tudi te nepremične kulturne dediščine, pa potem iz 19. stoletja, recimo ostanki oziroma plavž v Železnikih, pa ostanki peči na dvoru pri Žužoberku, torej tam, kjer se je potem tudi s tistimi obrati zaključilo neko primarno pridobivanje surovine ali pa izdelava. Drugod torej se pa pač žal ta dediščina ni ohranila ali pa je zelo še mlajše narave. In za zaključek govorila sva predvsem zdaj o premični in nepremični materialni kulturni dediščini.
pa vendarle se je treba dotakniti, kaj pa novega proučevanju in raziskovanju nesnovne dediščine, železarjenja na Slovenskem prinaša vaša znanstvena raziskava. Ja, jaz mislim, da je to običajno drugi boljš povedo o delih, kar pa avtor sam. Meni se zdi, da je fino, da je na enem mestu predstavljena neka zgodba o razvoju te gospodarske panoge v bistvu od samih začetkov, sicer zelo na kratko, ker nisem arheolog, sem to nekako poskušal samo v te arheološko obdobje oziroma starejša stoletja predstaviti zgolj na nek sumaren način. Potem v bistvu razvoj od tega tehnološkega napredka od 14. stoletja pa vse do konca 15. stoletja, oziroma 16. se pravičujem. Potem je pa zanimiv tudi ta preplet družbenih in gospodarskih posledic, ki jih je razvoj te gospodarske panoge prinesel temu prostoru, sploh širši okolici, kjer so obrati delovali. Zanimiva je pa seveda potem tudi pogled v to materialno kulturo železa in železnih izdelkov v tem času, ki nam v bistvu prikaže, kako zelo raznovrstne namene so uporabljali železo v tem času. Hvala lepa, dr. Gašper Oisl. Zdaj pa seveda od zgodovine k umetnostni zgodovini, k liku Franceta Steleta, k spominom na njegove učence in na njegovo delo. Če smo zdaj govorili o raziskavi nekega področja, ki se izrazito opira na arhivske vire, je tale zajetna, obsežen portret Franceta Steleta, ki je še v matičini zbirki Spomini in srečanja, napisan z izrazito osebno noto, z osebnim poznavanjem velike osebnosti iz slovenske umetnostne zgodovine. Akademik Milče Komelj, vi ste temu delu ne dodali zgolj in samo svoje osebne spomine, ampak celo osebne skice. Vaš oris Franceta Steleta, morda za začetek na kratko. Hvala lepa. Ja, ta knjiga je nastala pravzaprav popolnoma po naključju oziroma po usodi, in se po zaslugi sedanje direktorice oziroma voditeljice Inštituta umetninskega Franceta Steleta pri ZRC, Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je ona nekaj to stavila in je rekla, da je leta 1972 to bilo, da poteka 50-letnica smrti Franceta Steleta, sprav 50-letnica smrti tudi hkrati poimenovanja njihova inštituta, in je povabila peščico tistih še živih umetninarjev, ki so Steleta še poznali in bi ga lahko poznali. Če bi napisali za spletno stran, pa še spomin, jaz sem rekel, komaj sem ga spoznal, bolj poznam svoje njegove učence, vem, kaj so oni o njem govorili, si misli, pa je rekla, vsak spominek nam je dragocen. In potem sem jaz napisal, tako kot drugi, ampak ni dala tega na splet, ker tudi so napisali 3 strani, 4, jaz sem pa 80 strani in je rekla, v Steletu je zelo malo napisanega, da bi izdali knjigo. Potem se je pa to neko zavleklo in potem, ko sem jaz, kadarkoli sem prebral, sem še kaj dodal. Tega prišlo. Nisem pa tega pisal spominal po načrtu, ampak enostavno, ker sem bil, kako bi rekel, intrigiran, da mislim na Steleta, so se mi spomini razpela, mislim, sklenjeno pisal. In to je potem globocija, oziroma sem pa potem, ko sem prebral, sem pa razdelil, presekal na poglavja in dal en tak naslov, sredotočen na glavno dogajanje, v tistem poglavju, in potem, ko sem še dopisoval, sem na prava mesta, seveda ustrezna mesta stvari dodajal in potem
je nastalo, in če ne bi knjiga išla, če bi še enkrat, pa bi marsikaj gotovo še dodal. In sem zdaj začudil, da je tako debela, ne. Skratka, ne. Je pa tako naslov je spomin, ne, na Franceta Steleta, dodal sem in na učence, ne. Potem sem pa naslov spremenil na njegovo delo in učence. Stvar je v tem, da jaz sem seveda, ko sem bil otrok, se živi v Novem mestu, ne, in tam nas je obiskoval vedno moj stric, brat očetov, Ivan, zdaj mi rekli smo Drago Komel, ki je bil umetnostni zgodovinar, je odkrito freske in podobno in je stalno govoril o Steletu. Jaz sem imel doma v glavnem vse Steletove knjige, sem jih bral, zlasti umetnosti Primorju, ker sem komaj čakal, da bodo počitnice, da bom šel na morje. V Primorju in podobno sem še tle v zvezkih pisal Steletu, v domačih nalogah in podobno, ne. Tako da bi zavestil kot en pojem v njem. Potem sem ga pa tudi videl, kada je prišel govoriti na kakšno razstavo, ne, in sem postavil s njim govoril na razstavah, ne. No, potem je pa leta 72 umrl, sem pa poznal seveda vse njegove učence, ki mi pa izhodišča tudi Stele. In sicer so bili nekako očarani nad njim, nadaljevali so njegovo metodo. In vse sem poznal, zakaj? Zato, ker sem nekako mi je to usodo v življenju, oziroma nenavadno, da sem vedno bolj se družil kot z vrstniki starejših od sebe, ne. Se pravi, očetovi prijatelji so bili na nek način moji, ne. In ker so bili ti umetvinari Steletovi učenci, prijatelj mojega strica in glavne tudi očeta, ne, sem jih poznal. Cel človek vedno mi rekel, da ima rad, zato ker mi je mojega očeta rad, ne, naprimer. In sem nenehno so govorili o Steletu in potem sem seveda videl, ne, cel je njegov nadaljevalec, najzvestejši, o njem največ pisal, poglavljal to metodo, ne. Šumi, ki je bil bolj tako luciden, je skušal vedno, je vedno shajal Steleta, ampak je pa to kakšna revizija, kakšne stvari bolj izpostaviti. Ampak če berete Steleta, tudi Stele te stvari opazil, njih pa tako izpostavil, potem bi tukaj Vrišar, ki ga vse zanimalo tako kot Steleta, Ksenija Rosman je pa tik, ko sem je že to blogom napisal, je pa prinesla na ZRC, malo pred njo umrla, eno kuverto, polno dopisnic, razglednic, ki jih je pisal Stele. In sem potem do zadnje skoraj noter vključil to pripoved, zato ker se iz njih kaže Steletov temperament, hudomušen značaj in podobno, ne. No, seveda, če bi zdaj pisal moji spomini tukaj noter na Steleta, tak, in pa na njegove učence, ne vem, koliko bi imelo to smisla, zato so tukaj spomini na Steletovo delo. Seveda sem pa tudi te spomine nekako, oziroma Steletovo delo, ki je vrisano, vključeno s perspektive spominov, ker če ne je bila knjiga organska, sem pa Steleta skozi prebiral in ko sem bil študent, pa nisem vedel, kaj naj delam za diplomsko, mi je oče, ki je priznča rekel, naj pregledam, preberem vse, kar je umetnost zbina do takrat raziskala tukaj v centru Stele in to nekako, ne bom rekel, vnotem presodim, ne, in tako naprej. In sem pa cele počitnice bral vsega Steleta ponovno, tudi seveda doma mi je oče prinašal, pa tudi knjižnici z dnevnega časopisja in podobno. In se mi je Steletova podoba neko vtisnila spomin, urednik je bil, doma in sveta, pa še marsičesa, in se to vključil skozi to spominsko perspektivo, tudi njegove poglede, tako da je to nekako, upam saj, da seveda tle marsikaj asociativno napisano, oziroma ena asociacija, da pa preskočim misel in nekaj drugega povem, na koncu pa upam saj, da se pa vse prepleta v celoti in da je vseh vidikov Stele predstavljen. Ni pošolsko, naprimer, če bi nekdo prej rekel, da moram pisati študijo, bi napisal Stele urednik, naprimer Stele in konzervatorstvo, Stele in freske, Stele in penklub. To je pa vse vključen noter iz perspektive človek spominov, pa tega, kar so mi pripovedovali o njem in spominov na branje, ne, tako da sem pa imel tako pisanje. Potem, ko je pa ta knjiga pred, da bi morala v tisk, je pa seveda, ker je ZRC bila zaslužna, ne, sploh za pobudo za to knjigo, ne, zato je tudi urednica, gospa dr. Mija Oter Gorečič, in ona hotela seveda se tudi opombe, se sem pisal, ne, tako da zgleda bolj znanstveno, čeprav ni znanstvena knjiga, na nek način je, ne, če predstavi Steleta, ne, in, no, preden, ko je bilo pripravljeno, so pa ugotovili seveda, da so tam zelo natančni, da po sedanjih regelcih, da ni mogoče reprodukcij brez dovoljenja in tako naprej, skratka, po precej slik bi bilo treba ven vreči, ne. Skratka, naprimer je Meštrovič, Stele opičuje, ko ga je občudoval Zrnkipa, Srđan zelo pogledal in podobno, ne. In se ni smelo, pa sem pa jaz, ker sem pa kot otrok risal, sem pa te kipe pa risbe enostavno prerisal. Da to je enostavno, zaradi tega imam še risbe noter, ker se mi zdi čisto simpatično, čeprav rišem tako, kot sem takrat kot otrok, ne.
No, posebej smo imeli veselje, ker umetnost-zgodovinarji, ne, vsi ste letove šole, ste bil terenski človek, hkrati seveda premišljevalec in je hodil stalno po terenu z beležko, z notesom in je si prerisal stvari, oboke, zapisoval in to je danes zgodovinski vir, ker so se med tem stvari, freske zbledele, marsikaj se porušilo in podobno, tudi njegovi učenci so vsi imeli beležke, tudi moj stric jih je imel stotine, ne, in so risali in zapisovali. Iz tega nisem delal, ne, ampak ko sem pa slikarje bolj obiskoval, ko sem se znal več ukvarjal, sem pa, ker nisem znal fotografiral, sem pa risal, ne, pa tudi med predavanji, ne. Tako da sem pa to neko pelal in zlasti Drago Tršar bi najbolj vesel, da ne fotografiram, pa rišem in zato sem pa čez celo sem tam projiciral njegov kip ste leta, da sem ga prerisal bolj veliko njemu v spomin, tako da je nenavadno tukaj, da večino teh slik so priskrbeli iz arhiva, ne, na ZRC-ju, tisto, česa pa ni bilo časa, da bi dobili dovoljenje, ga ne bi dobili, sem pa sprerisal, ne, tako da je nenavadno, zato povem, tako da je to taka knjiga, no, niti v sanjah ne bi pomislil, da bom kdaj kaj pisal v Steletu, ne, potem je ta pobuda porodila to knjigo, pravzaprav. Francetu Steletu ste uvodoma posvetili tudi pesem, naj preberem nekaj verzov. V groharja zroč se je objel svetlobo, lepoto barv je pil kot jelen vodo. Duha iskalcev klic zasledujoč, strmeč von stransko luč v kozmično moč, v skipelih novih pesmi, kipov, slik. Iskal sodobnosti je dušni lik. Reinkarniran v živ kmečki barok, tropo učencev Ata in vodnik, zemeljsko radoživ, vesel znanik, jim na oltarju domačije bil je Bog. Iz njega zrasla je ljubezen nevenljiva. Tudi v teh verzih omenjate seveda Steleta in barok, morda nekaj več, kako prikažete to ljubezen v svojih spominih. To je povzetek v bistvu, sinteza nekako podobe. Stele je bil strašen ljubitelj umetnosti, čeprav je v bistvu skromen, pošten človek, strašno učen, obenem je pa rekel, da ne ve, kaj umetnost oziroma ni sledil napuha, ni bilo ne, ampak celo znano je, da občudoval je starožitnosti, ravni v Tunicah, kjer je velikanska pomembna baročna cerkev, prevelika za tisk kraj, ne, ampak in ga je zanimalo, zakaj je nastala taka podobno iz take radovednosti, da bi stvari poznal zgodovinsko, šel študirati umetnostno zgodovino. In je vedno trdil, da je umetnostna zgodovina, nekaj drugega je pa umetnostna veda, kritika in podobno, ne. Ampak, skratka, on je bil konzervator, ohranil je staro umetnost, hodil po arhivih, temeljitelj te vede, ne, ob Izidore Cankarju. Izidor Cankar je bil pa seveda sistematik, ki je naredil prvi sistematično schemo, pravzaprav gledano na umetnost, sistematiko stila, ki je veljala za glavni ponos slovenske in ljubljanske umetninske šole in tudi Stele to vedno priznaval, kadarkoli je bil kakšen jubilej. Njemu na čast je rekel, ja, pomembnejše je, da prvi je Cankar, ne, skratka, je dal Cankar svojo veljavo. Samo pri Cankarju so ugotavljali seveda, da on je poenostavljal, je to metodo oziroma pokazal samo v osnovnih, glavnih, najbolj izrazitih, monolitnih evropskih spomenikih. Stele pa preučal slovensko umetnost, ki je v veliki meri kmečka, poljubna, provincialna, nehomogena, v raznih časih nastajala, pa ima svoj čar in zato je videl, da se lahko se pošten do nje samo, če jo v tem zgodovinskem in pokrajinskem kontekstu obravnavaš in zato se je oprl na umetnostno zgodovinsko, umetnostno geografsko metodo, ki je v 30 letih pred vojno bila nekako aktualna značilna za umetnost in on je videl tukaj edin način, da je pravilno približal slovensko umetnost, posebej pričeval srednjeveško slikarstvo in ker je to srednjeveško slikarstvo na naših tleh vključeno, če še gledamo podobno srednjeveško slikarstvo je tudi v okoliških deželah, ne, kjer so bolj majhne cerkve, ker velike katedrale so imele okna, vitraje, ni bilo, stene so dematerializirane, ni bilo prostora za freske, tukaj je bila pa kultura fresk in on je vključil v ta evropski razvid, to je imenoval tak alpski, on je rekel subalpijski prostor, kjer so bile glavno tako kulturno znamenje, pa freske, je vključil to v
umetnostvinski evropski razvid in zato je tudi svojo knjigo Manenta Artis Slovenica, prvi zvezek, ki govori o srednjeveških freskah, je njegova žena prevedla v francoščino in s tem je prvi našo umetnostno posest, če tako reče srednjeveško, vključil v evropsko zavest. Je pa zanimivo, da on je bil seveda, ni bil samo en provincialen domoljub, ki ne bi ničesar poznal, ampak je bil svetovnega formata človek razgledan, ampak se je zavedal, da to ni ničemer skvarno, če tako rečem, in je oznanjal, da je vreden raziskave in ljubezni tudi vsak kulturni spomenik. Da ima vsak svojo ceno, vrednost in se je tega držal. Vse se mu je delo dragoceno, čeprav je seveda vedel, kaj je samo ob sebi absolutno kvalitetnejše in ne. Bil se pa za zgodovinarja in v nasprotju s Cankarjem je pa veljal za ne eklektika, ampak ko ne rečem, za bolj praktičnega človeka. Skratka, on je skušal dognati resnico in se je vedno prvo na tisto metodo ali pa prijem, ki mu je do te resnice pripomogel. Ni se držal zaradi lepote mišljenja enega sistema. Tako da je bil zelo praktičen človek, ki je vladal vse. Je bil mislec, ni bil take vrste sistematik kot Cankar, ampak je vse premislil na podlagi izkušenj, je bil premišljevalec, zelo zapleten in globoko obenem je pa spoznal se na vse, na to, ker je imel danes pomožne vedometje, je znal pisave stare, brati jezike, je znal vse to je neverjetno, da je lahko se vere bral, nekom doseštvo se je spoznal, skratka, vse ga je zanimalo, na vse je neko ovladal, tako da je bil neverjetna osebnost in trduje pa seveda, da osnova je pa ljubezen, da dobite veselje do tega. Je pa zanimivo, ni se pa smeri smo preteklost, ampak je bil v 20 letih, ko je naša umetnost se prerodila oziroma nastopil ekspresionizem, ki je bil takrat najbolj moderna umetnost za nas, nerazumljena je, on bil apologet umetnosti in jo razlagal. In že, ker sem tudi kasneje delal magisterij v ekspresionizmu, sem tudi to srečevanje s teletom velikega ekspresionizma vključil v eno poglavje. In sem se že takrat spraševal, a je s teleto ta odnos do ekspresionizma samo posledica njegovega študija, se pravi, ker je izhajal z Dunajske umetnostne šole, ali tudi njegov okus bil tak in je oboje združeno, kajti umetnostna šola Dunajska je trdila seveda, da ni neke normativne estetike, ampak da umetnost sledi razvoju ali pa spremembam v duhovnem naziranju. Če čisto preprosto ponostavim, ko je na primer v srednjem veku človek bil bolj usmerjen v Boga, onstranstvo, se mu ni zdelo več važno, da bi realistično podabljal, začel stilizirati. In to so včasih šteli, da je to propad umetnosti, to ni propad, ampak se spremeni naziranje in je to podduhovna umetnost, ki je ravno tako dragocena. In zato so seveda te vrste umetnost-zgodovinarji procese proučevali in niso zato rabili okusa, celo rekli so, da je najboljši umetnost-zgodovinar brez okusa in podobno, jih ni toliko zanimala osebnost, skratka, ampak je spremembe. Stelej pa bil kot človek, izrazito poduhovljen, oziroma on je bil taka sinteza, ne bom rekel hedonizma, on je cenil življenje, na vsake razglednici piše kaj o vinu, Rozmanovi, vedno po ekskurzijah se je sedel, jedel, pil in tako naprej, študente, skratka, je znal uživati takole držesti življenja, obenem je pa poudaril, da glavni pa duh, pa Bog, to je povezval, in je ekspresionizem bil strašno blizu, in podobno, trdil je pa, da je nobena estetike a priorne, da nobena teorija nič ne pomaga, ampak da se mora človek to enostavno, instinktivno dojeti, stokrat to je bilo značilno za ekspresionista, da se mora umetnosti prepustiti nedolžno nino kot otrok, pa bo začutil. Tako kot je rekel, ker je vedno se z jezikom pozval kot nov jezik, ga ne poznaš, pa prislučneš, pa se mu nekako poglobiš vam, pa ga počas dojameš. In zato je seveda strdil, da nič ne koristijo nobene teorije, estetike, priorne, da je treba prisluhati. Seveda, eni so pa bolj demljivi, eni ne, tudi malo še rekel, eni učil, drugi ne. In zato je seveda, tudi so mu študenti rekli, so želeli, da jih bi naučil kritik postati, je rekel, da zgodovino se da preučiti. Kritik, to je pa Boga dano, oziroma eni so bolj domljivi, drugi ne, da moraš biti odprt za čas, za umetnost, prisluhen, in pa se časoma skaže, kaj je res dragoceno in ne. In to sem pa tudi sam jaz doživel potem, ko sem bil tukaj profesor v službi, nekateri študenti so odločili, bi radi pri kritiki pisali in so pričevali in mislili, da se bo da to naučiti. Jaz sem rekel, posluhati, ni človek mora zdaj svojega okusa in
nekako vsiljevati, ne. In podobno. Potem so šli pa nekaj šološki tečaj, pa so si po istem kopitu pisali, ne, ali pa naučijo, da je umetnost nekaj drugega kot včasih, ko so učili, na primer, prelom, da je vsak objekt ali pa karkoli, ne, da neče nobenega izraza noter in podobno, ne. No, Stele je tle enostavno instinktno zaupal in je rekel, da se ne sme imeti predsotkov in da ne smeš naprej misliti, kakšna mora biti umetnost, ampak skušal potem to razlagati, ne, tako da je bil tak predvsem kritik, ne. Hkrati pa rekel, da ne ve, če ima prav, oziroma in je zato rekel, da je treba ločevati, da nekaj zgodovina je znanost, drugo je pa stvar srca, ne, in tako naprej. Tako da sem skozi to, sem napisal, se skaže tudi seveda njegov oseben odnos do umetnosti, do sveta, do harmonijo med duhom, ne, in telesnostjo, ne, skratka, telešo in znanjem, obenem pa tudi njegova zgodovinska vloga in tudi usoda, kajti on je bil katoliški človek, ne, čeprav nikdar zadrt, ali pa tako ne, je sodeloval s Trnenom, kot konzervatorjem, ki je njegov pravo nasprotje, ne, če gleda njegov akte in figure in tako naprej, ne, pa je videl dober restaurator, ne, skratka, da bi živel kot srčen, ampak hkrati je pa zaupal v Boga. In med vojno, seveda, ko je videl pred vojno stvari pred komunizmom in tako naprej, in ko je videl, kaj se dogaja, kako uničuje tudi sistematično gradove, umetniške spomenike, je pisal med vojno, ne, Mohari Koledar, zgrožen, nekaj bo in podobno, da je vsaka dragocenost nekaj vredna, če se bo ohranila, da je vsak spomenik, vsak svet pomembna, je bil čist pretresen, ne. Potem je napisal med vojno knjižica Slovenska kmečka kultura, ki je prepričan, da je velik del slovenske umetnosti, da je kmet najbolj trden, da je imaš plemič in podobno, ne, po vojni. No, potem sem jaz ugotovil, če mu se je zelo čudila gospa Utarjeva, da v njegovi bibliografiji zelo izčrpni, ki je šla v zborniku njemu posvečenem za umetnost zgodovino, da so nekatere stvari, pa kmečka kultura, izpuščene, to, kar je šlo v Slovencu, da mu ne bi škodilo, se niso obljavljali. In skratka, po vojni je pa malo moral se ne prilagoditi. Se ni nikjer spremenil, je trdil, da ni enotne jugoslovanske umetnosti in pa umetnost narodov in podobno, ne. Je pa seveda malo se takole odmaknil in bil pa zaslužen. Slovenska umetnost zgodovina pa zato imela dolg čas en tak zavesti po vojni madež, da je preveč klerikalna in se spominjam, to sem tudi napisal, to sem na hodniku, v 3. nadstropju, ob 100-letnici rojstva teh mož, utemeljitev Medzvina Cankarja, Steleta pa Muleta, to se pa 1986, sem tudi predstojnik je bil odkrit, profesor Šum je dal pobudo za te 3 reliefe, ki so ga v 3. nadstropju. V Steletu je letnico, ki par z umetniško svobodo narobe napisal, ne, tako da te pa študente opozarjati in takrat je profesor Menaše zahteval se razbuljal, da je treba, da če me se snela, ki je bilo pa takrat za naprednega, pa šel mi ni bil za to, rekel je že zaslužen, ampak če 100-letnica teh 3, se da samo tem 3, češ da bo naša zgodovina umetnost manj klerikalna in podobno. Skratka, z tega vidika, kar sem prebral, ne, sem tudi osvetlil Steleta, da je pravzaprav imel srečo, ne, na poglavju imam tukaj Steleto in Jakcu, ne sem zato, ker sem Jakcu bil nekako v službi, pa je imel Steleta zelo rad, ampak je tudi glavno monografijo o Jakcu napisal Stele in podobno, ne. No in že Marjan Pogačnik, ki je tudi sem priprnem tako deloval, kako sta ti dva človeka podobna, ker sem imela tako odnos do dediščine, sem bila pa konzervator, Jakec na slikarski način, ki je slikal nazadnje skozi obce, pa to sem zato, da bi podobno nevskrunjene lepote naše domačije ohranil. Domačija je bila sploh pojem temeljni, Steleta, ki jo od Prešerna tudi sprejel, ki je nič kolikrat govori, se sklicuje na Prešerna, ki je več kot te poezije Stele. Domačija ni pa domačijski človek samo, ampak tudi hkrati svetolan, on je to združeval, ne, in imam tudi poglavje o Jakcu, kako, no, zdaj govorim, kako sta sodelovala in gledala ena drugega. Ja, kar živo ste nam naslikali podobo Franceta Steleta pred nami, tudi seveda delno nekako se na hitro smo morali sprehoditi skozi njegov opus in njegovo delo. Vendarle pa je v podnaslovu knjige so omenjeni tudi njegovi učenci, nekaj ste že povedali,
bil je človek terena, v knjigi je kar nekaj fotografij, ko je bodisi na ekskurzijah z svojimi učenci in seveda, ko se srečuje z raznimi raziskovalci. Kako pa je ta njegov eros, to njegovo spoštovanje slovenske umetnosti, ne glede na njeno, kot bi rekli, aristokratsko provenienco, kot ste vi omenili, ali pa njeno kmečko provenienco in seveda hkrati tudi njegovo izredno delavnost, širino duha, raziskovalnost, kako se je to preneslo na njegove učence in koliko seveda o tem pišete tudi v teh spominih. Ne nazadnje ste nam tu sami pokazali, da ste sam, tako rekoč, najbolj zvest učenec Franceta Steleta, ko s takim erosom, hkrati s tako erudicijo, s tako širino pričujete o pretekli in sedanji slovenski umetnostni zgodovini. Jaz učenec nisem, ker nisem šel na teren. Kot rečeno, ko sem pisal tole nalogo, ni z tega nič nastalo, jasno. Sem pa našel te zapiske in sem vključil v knjigo in takrat me je žena, tega nisem v knjigi, sem pozabil povedati, je rekla, da me zapusti, kasneje še žena, če v enem tednu se ne odločim za diplomsko, pa se ne lotim res, pa ne napišem. Ja, to je bilo. Dejstvo, jaz sem potem takrat napisal slikarju Lemutu čez noč. So mi pa dali upokojne slikarjo, ki sem poznal njegovo zapuščino, tam sem na pamet lahko napisal zgodbo njegovo. In potem mi je bilo to bliže, ampak sem pa živel v zavesti, sem pa bolj kot po terenu sem hodil, seveda sem bral Steletova dela, v tem smislu sem učenec in ker sem poznal njegove učence, sem videl, kako so tega moža oboževali. In ko je umrl, je napisal Mile Železnik in njegov tudi učenec, ne vem, kako je to, da smo mi mladi, zagledani v prihodnost, pa da nas je ta čudežni mož tako očaral, da smo enostavno postali zvesti in smo mu sledili brez pomisleka. Skratka, vsi so enostavno se zavedali dragocenosti kulture, naše likovne podobno, njega pomena in so strastno skrbeli za njeno ohranitev, da tudi tisti, ki niso bili konzervatorci ali pa muzealci, so skoraj vsakem članku so napisali, so opozorili ljudi, da je treba varovati. Ste le rekel, če ne boste varovali dediščine, ne boste imeli potem tudi česa raziskati, da najprej treba stvari ohraniti. In tudi so se bili zelo podobni, načalsko različni, najbolj je bil njegov zvest učenec, kot rečeno, Cevc, ki je poglabljal to metodo, in Steletova knjiga, v kateri je skušal pokazati novo slovensko umetnost, Moris, Galvino Mec po Slovencem, vseh je potem Cevc napisal slovensko umetnost na podlagi kasnejšega raziskav in to so pa imenovani Oris 2. Šume je pa napisal Pogledaj slovensko umetnost, pa Oris 3, to so pa bolj načelna vprašanja. Potem Marjan Zadnikar je bil zvest, najbolj ponosen, da je sledil njegovim metodi, je rekel, tudi če sem mlajši delaj norca, ste letočkov, ki še pišejo blokce, pa tako naprej. To je trdna metoda, tega ne more nihče vreči in res tega nihče ni ovrgel. Res pa je, da so potem postali to nekako že samoumevno in potem so začele zlasti o pomembnejši umetnosti, ne freskah, so bolj tradicionalne, so začeli druga vprašanja, na katere se pa ne da seveda z umetnostno zgodovinsko metodo, ampak tukaj je že bolj zakritko, seveda na stvari odgovarjati, ampak ničemer pa niso bile ta metoda nekako uvržena. Kritizirali samo enkrat, v knjigu tudi piše Braco Rotar, ravno knjigo Jakcu, ampak bom tega zdaj obnavljal, je napisal, ker ste le napisal knjigo o Jakcu, oni bi skozi povezali s presjonisti. Sem, ko sem rekel, da se mora malo prilagoditi, oni bi glavni spremenjali z bratov kraljev. France kralj bi potem po vojni na milost in podobno, kralj Stelej sicer pisal v njem, ampak monografijo napisal pa v Jakcu, ki ima možnost jakati sveda in dati pa veliko knjigo. In takrat je on po svoji metodi, nekako na metodi je napisal lepo zgodbo o umetniku, ki je rojen na Dolenjskem Betlehemu, pa sledi svoji stvarjalni volji, doseže, ker je mogel in podobno.
In je tudi tukaj nekako gledal na človeka, na Slovenca, kot neko sintezo raznih pokrajinskih značajev, tako kot je delal Anton Trstenjak. In tudi meni je Jaka vedno rekel, da je fino, da nisem samo Kranjec, da prav Slovenec, če brihte, mora imeti nekaj Primorca vse, in kje bi moče Primorskem in tem Jak se tam razlagal, da je ena sinteza, ker je imel prednike Kraševce, Dolenstva in tudi Kraševstva. Jakec smo so podnosen, je sam potem siloval, da treba se jezivček do Kraševstva ni upošteval, in to se je zdelo Roperju malo tako za vse privlečeno in je kritiziral, bolje ste le odgovoril, da ne bi odgovarjal, ampak samo da pove, da je umetnostna družinska metoda drži, to ne drugače ne bilo. In tako se ni pa noben takrat oglasil, ampak iskalci, noben še prijemov, Jure Mikl pa tudi so naprej napisal to znamenito knjigo Podoba roke, napisal, da z umetnostvinskimi metodami se ne da ničesar bistvenega v dušo pač pogledati napisati, zato se je distanciral, se ni opiral na izsledke umetnostne. Skratka, sveta generacija je pa negovala, pa poglabljala to metodo, Šum je nekatere stvari bolj izpostavil, da je rekel, da ni prav, niso pač veljali dušo, ste le rekel iz ljudske duše, tako skalo, da je ljudska umetnost, da ni izraz ljudske duše, ampak da je to samo sociološko gledano bolj na nižji ravni, socialni, umetnost izpeljana, pa take stvari vrišati. Je sploh skozi na 18. leta odkrival baročno kiparstvo, bolj zadržan je bil Luc Menaše do tega iskanja slovenstva, ker so vsi stele skušali ugotoviti, če imamo slovensko umetnost, ker je zabrano slovenski narod tako majhen, da nima umetnosti, Jakopič je trdil, da je vse samo nemško, pa italijansko, Jakopič je pa trdil, da se slovenska umetnost ne sredila z impresionisti. In potem je bila izstava zgodovinska leta 22 in tam so začele razprave o tem in so ugotavljali, da je že v baroko je nekaj slovenskega, da se začuti, to je Cankar priznal, se ne da povedati in podobno. To so vsi iskali ta generacija učencev. Danes pa pravijo, seveda ne zanikajo pomena leta, ampak pravijo, da je bilo to malo pretirano. Ampak glede na tisti čas treba gledati, ker danes je, kot sem omenila, da imamo svojo umetnost. So pa hotel pokazati. Res je pa, da znanstveno se pa ne da dokazati, zdaj, če neko sliko vidite, da je slovenska, ni avstrijska podobno, lahko začutite. In srce je vedno, Stelej vedno rekel, da je glavni tist je srce. Je pa Slovenija sve tako mehna, Trstenjak imenuje, da je to dežela, ki je vsa na meji, da velike države, narodi se tem sploh ne sprašujejo, mehni se pa sprašujejo, da bi svojo identiteto potrdili in zato je bila takrat najbolj aktualna stvar, imamo sploh umetnost, literaturo se vedno imamo zaradi jezika, Stelej pa hotel pokazati. Na Šum je pa to hodil, to rado kot Stelej, isto dokazovati, in je potem ene principe ugotavljal, ki so svet pa vedno schematični. Naša ljud je pa vedno v leksikonu posod, ker je bil na pol žit. To govorim, ker je sam napisal leksikon na pol žit, ne mi zdaj žide kritiziram, ampak je vedno podarjal, skratka, bolj ga zanima svetovna umetnost, kot slovenska, in je malo bil ironičen do tega, ki išče sem slovenstvo. Ni čudo, je to tako njegovo, zato ga tudi niso posebno marali, ali na posebno, zasluženo marsičem, seveda, in je Stelej pohvalil njegov leksikon. Ker Stelej je bil premišljevalec, je pa tudi, če gledate, on je bil, kako bi rekel, Luc Menaše je rekel, vedno govoril, da obstajajo konjeniki duha, pa ni povedal, kdo je to mislil. Izdar Cankar je, kdo je še konjenik, umetnostvin drugi, da so pa pešaki, ti, ki odkrivajo pa tako, ampak Stelej je bil oboje. On je najbolj take enorm stvari, da je vse ohranil, si zapisoval, nič se mu ni zdelo načrpan, da je prenisko zanj, in je objavljal tudi samo informacije o občnih zborih, o kakšnih knjigah samo zaradi oblikovanja, ki je bil iztek tudi, Skratka, vsem mogočem je pisal, da je bil hkrati eno in drugo in je tudi spremljal leksikone, je rekel, posod, kjer bi mogoče informiral in si je težil za to, da bi bila slovenska umetnost zavest v njej posod vključena, da je to važno seveda za nas, da bi zavest, da Slovenci obstajamo, bila. Zato je bil tudi del našega leksikona, naprimer, da je bolj leksikografske stvari do razglabljanja umetnosti. In seveda tudi pisal tekste o umetnosti slovenskih pokrajin, umetnost Dolenjske in tako naprej, tukaj bi pa zelo podoben, to omenjam Slotnaku, ki je tudi pisal o literaturi Štajerske, vseh pokrajin, sta si bila zelo sorodna in obema so včasih učitali, da nista esteta, ampak bolj zgodovinarja. Skratka, da je tukaj se tako, če razmišljate o Steletu,
ogromno takih opažanj, kaj rečem, opažanj, komentarjev in podobno, jaz sem to samo sproti. Neko zavod seveda, nekaj ni to kakšna refleksija v njem, kaj še je znanstvena raziskava, ampak upam, da je kompleksno predstavljen, ker je bil dejansko izreden človek, ne? Je pisal že tam, je v dijaškem časopisu pisal, pa on se je tudi literat pesme pisal, literatne poskuse in tam na čisto imaten članek, je rekel, kdor gre vojakom, ne? On se je sam prijavil prostovoljno, ker bi tako postal, je rekel, naj si izbere, kam bo šel, ne? Zato naj si izbere kakšno deželo, oziroma tvoje slovansko, ker med vojaki se ne da dosti razmišljati o pisati, lahko se pa naučite jezika. In je povedal, kaj naj se izberejo, kjer jezike, ki je dobro poznati. In potem, ko je bil on v Sibiriji, tako kot Vojislav Mole, je sodeloval z vsemi se vseh jezikov naučil, da turščine, pa arabščine, pa nekaj, skratka mađarsko, sploh Strica in mađarsko za leta. Učil, ker so se mađarski umetno zvinili za njega tudi, ne? In Vojislav Mole piše, sem tudi citiral, zelo nenavadno, kako je bil med prvo svetovno vojno, med Tatari in podobno, ki niso znali slovnice in jih je tako vanje vrtal, da si je samo glav slovnico ustvaril jezikom. Tako in tak logicist je bil mogoče tudi zato, ker je bil najbolj nadarjen najprej za matematiko, ker je pa štipendija že bila dodeljena, zato je šel pa na umetnost zgodovino. No? To je zelo nenavadno. Človek bil egzakten, hkrati je pa bil mistik, ne, in to mu je tudi šumi dal, tudi po vojni, ko je bil čas, ker marksizem vladoval samo učitelj, misticizem podobno. In to je pa po njem tudi cel sprezel, kajti cel stele, ko je pisal v cerku, naprimer je raziskal, pisal vse, opredelil, potem je pa vedno tudi vzdušje, učitelj, mistiko, občutje in isto je cel zdelal. Ko je vodil ekskurzije Penkluba, je pa pisal Crn grobu, je skušal pisati tudi vzdušje, starožitnost, to, kar je bistveno, ker se z ljubeznjo doseže. In stele je vse to povezoval in ko je bilo stoletnica Lojza Rebula, pa sem bral njegove dela, sem videl, da on tudi nekaj vrsta umetnovinar, ki je pravno to, kar nadgradijo občutljivi umetnovinarji, je pa to opažal, ko tokrat cerkve omenja, pa vedno tisto občutenje. To je pa nadgradna pravzaprav egzaktnih ugotovitev, da zaželite kot organizem, kot živo bitje te umetnostne spomenike in zato ni nenavadno, da je stele imenoval cerkve, ali pa te stare dveh primerov z živimi biti živali. Je rekel, da je živali, je rekel, da so kot kakšne kraške arhitekture cerkve, da so kot kakšne živali, praživali, ki so se iz zemlje dvignile, pa malo potresle, pa še nekaj kamna ostalo na strehah. In podobne primerjave imajo tudi pa še Cevc, ne, in drugi, ne. Je svoj pečat na celo generacijo. Vrlo, ne, ko sem jaz popisal, se kaj gotovo, ne, da so ti učenci že umrli, ne. In sem jaz že starec, čeprav sem bil otrok, ne, ko sem tek spominjal in se še vedno počutim, ne starca, ampak tako, da je čas naglo. Zato se pa dal en moto iz roda, kako? Iz roda v rodu išče pot. Ja, Čupanča, to je izrabljeno, to je dejstvo. Da so vsi ti že mrtvi glavni učenci, ne. Ksenija Rozman, ne, Stoparja. Potem vse omenjam noter. Vsi so občudovali cel leta in so mu rekli Ata. Ampak s tem izjemnim pričevanjem akademika Milčka Komelja je Frances Stele še kako živ tukaj med nami, tudi seveda z novimi izjemnimi spomini. Njegovo ime nosi Inštitut ZRC SAZU, Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta, ki se mu ob tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujem za sozaložništvo in urednici Miji Gorenčič za sodelovanje, predvsem pa za dragoceno fotografsko gradivo, ki smo ga lahko priložili k tej izdaji spominov na Steleta. Gotovo pa, kakor ste tudi sami povedali, so vaše besede še kako zelo dragocene, ker so prostori, so kraji, kjer bi si Stele zaslužil več spomina, več omembe, pa morda v tem trenutku ni prostora. Zato hvala lepa najprej dr. Gašperju Ojclu za predstavitev njegove monografije in za ta veliki čudovit finale akademiku profesorju dr. Milčku Komelju. Namreč tudi naš čas se izteka, tako da moramo to predstavitev zaključiti, ampak
besede so večne, knjiga je pred vami in s leta boste lahko spoznali, prav tako pa izvedeli tudi marsikaj o zgodovini železarjenja na Slovenskem do konca 16. stoletja iz knjig Slovenske matice. Tiste ustanove, ki slovenstvo nosi ne samo v svojem srcu, ampak tudi v imenu. Hvala lepa vsem, ki ste prišli in še enkrat hvala za to čudovito pričevanje.